Ja, vsem skupaj lep pozdrav. Vstopili smo v mesec junij, kar pomeni veliko pestrega dogajanja v naši občini, v našem mestu. Letos tudi ena sprememba, torej balonarsko prvenstvo Slovenije in Madžarske v sklopu Soboških dnevov. O tem bo podrobneje povedal predsednik domačega kluba Matjaž Pavlinjek. O samem programu teh dogodkov pa kolegici Brigita in Polonca. Zdaj mogoče je za izpostaviti, da je letošnji program Soboških dnevov nekako bolj naravnan slovensko, torej z našimi domačimi izvajalci. Obenem pa bi se rad zahvalil vsem sponzorjem, pri tem bi izpostavil dva sponzorja, torej družba Saubermacher in pa družba Pomgrad, ki letos imata tudi okrogle obletnice in nekako sta se obe družbi odločile, da to praznovanje nekako naredita skupaj z našimi občani in občanki in te dve družbi sta potem tudi omogočile operno noč in pa koncert Siddharte kot neko darilo našim občanom in občankam. Torej še enkrat zahvala vsem donatorjem, sponzorjem, skupaj ste nam omogočili, da smo lahko pripravili bogat, raznolik program. Verjamem, da bo vsak našel nekaj zase, od tistih najmlajših pa do tistih najstarejših, po sami vsebini pa tudi zelo raznoliko, tako da o tem v nadaljevanju. Matjaž, beseda je tvoja. Tako, lep pozdrav. Jaz bom predstavil dogodek, ki se bo dogajal v sklopu Soboških dnevov in to odprto državno, slovensko in madžarsko balonarsko prvenstvo, ki bo že 23. slovensko. Skratka, pričakujemo, da bo letelo nad Mursko Soboto in Pomurjem nekje okoli 30 balonarskih ekip, od tega 23 imamo prijav tekmovalnih ekip in 7 do 8 ekip tudi fiesta balonov. Tekmovanje bo potekalo v skladu z mednarodnimi pravili FII and CIA, torej gre za pravila tekmovanja, ki so predpisana z mednarodnih organizacij, podobno kot je že bilo na svetovnem prvenstvu leta 2022. Poleti bodo potekali zjutraj in pa zvečer, zjutraj ob 6. uri pričakujemo vzlete balonov in pa potem popoldne tudi med 6. in 7. uro. Torej, dogodek bo se začel že 24. junija in to z otvoritvijo prvenstva v Soboškem gradu in 25. junija prvi tekmovalni polet in pa do 28. junija zjutraj, ko bo zadnji tekmovalni polet. Zaključna slovesnost bo 28. junija ob 13. uri, prav tako v Soboškem gradu. Še mogoče ena zanimivost, v sklopu otvoritvene slovesnosti bomo organizirali tudi povorko balonov skozi Mursko Soboto, torej košare in gorilce bomo zložili na prikolice in vseh 30 ekip se bo zapeljalo od letališča Murska Sobota skozi Mursko Soboto, naredilo en krog in pa se pozicioniralo pred gradom Rakičan, pred gradom Murske Soboti, kjer bo tudi otvoritvena slovesnost. Torej, zaključna slovesnost, podelitev pokalov 28. junija ob 13. uri. Mogoče samo še za informacijo, organizatorji letošnjega odprtega prvenstva so balon klub Roto, mestna občina Murska Sobota, Aeroklub Murska Sobota in pa Zavod za turizem in šport Murska Sobota. Tako, zdaj vse, kar balonarji rabimo, je lepo vreme, tako da držimo pesti, da če bo nam vreme služilo, bomo tudi balonarji pričarali Sobočance in pa Pomurcem eno prekrasno nebo, tako da se že veselimo dogodka. Hvala, Matjaž.
Zdaj pa k festivalu Soboški dnevi 2026. Ta se bo odvil med 24. junijem in 3. julijem. Letos bo tako ponudil kar 10 dni bogatega glasbenega, gledališkega, etno ter družinskega programa. Obiskovalce čakajo vrhunski koncerti slovenskih izvajalcev, mednarodno balonarsko prvenstvo, družinske predstave in pa številni spremljevalni dogodki. Poleg teh omenjenih 10 dni pa bo letošnji festival otvorila Operna noč, ki jo zaradi napovedanega dežja v sredo prestavljamo na četrtek, 4. junij. Torej, Operna noč, pokrovitelj katere je podjetje Saubermacher, bo v četrtek, 4. junija ob 20:30 na Slovenski ulici. Nastopili bodo Simfonični orkester SNG Maribor, zbor opere SNG Maribor ter priznane operne solistke in solisti pod vodstvom dirigenta Simona Krečiča. Letošnji program prinaša izbor priljubljenih del svetovne operne in operetne literature. Večer bo odprla znamenita uvertura k Štravsovi opereti Netopir, sledili pa bodo številni prepoznavni operni in zborovski odlomki ter priljubljene melodije muzikala. Obiskovalci bodo lahko prisluhnili tudi skladbam Štolca, Verdija, Puccinija, Rossinija, Bizeta in pa drugih velikih skladateljev. Sedaj pa ta prvi del festivala, ki se prične v sredo 24. junija. Festival Soboški dnevi letos sovpada z odprtim prvenstvom Slovenije in Madžarske v letenju s toplozračnimi baloni, ki ga je predstavil že Matjaž. In seveda poleg tekmovalnega programa to pomeni zlasti, da bodo nebo nad Mursko Soboto krasili številni baloni, med njimi tudi baloni posebnih oblik, in tega se prebivalci tukaj zelo veselimo in seveda tudi obiskovalci bodo imeli kaj za videti. Sicer pa bo prvi dan festivala zaznamovala slovesnost ob dnevu državnosti v gledališču Park. Slavnostni govornik bo župan Mestne občine Murska Sobota. V kulturnem programu pa bo nastopil harmonikarski orkester Murska Sobota. V četrtek, 25. junija, si bodo lahko obiskovalci od blizu ogledali in vstopili v toplozračni balon v Mestnem parku. Seveda bodo ob tem dobili tudi kakšne informacije ali pa odgovore na vprašanja, ki se jim ob toplozračnem balonu pojavljajo. Na velikem odru festivala v Mestnem parku pa se bosta zgodila 2 koncerta. Ob 20. nastopi domača zasedba Štanga Rock, za njo pa legendarna slovenska rock skupina Siddharta, ki bo občinstvo navdušila s svojimi največjimi uspešnicami. Pokrovitelj tega koncerta, zasedbe Siddharta, je Pomgrad, ki v letošnjem letu obeležuje svojo obletnico. No, po koncertu se bo festivalsko dogajanje nadaljevalo na Grajskem dvorišču z afterpartijem Indri. Ta večer, ko se bo stemnilo, balonarji pripravljajo tudi Night Glow, gre pa za nočno žarenje toplozračnih balonov, seveda ob rockovskih ritmih z odra. No, prvi del letošnjega festivala Soboški dnevi bo izrazito v znamenju slovenske glasbe, saj bodo glavni oder zasedli izključno vrhunski domači izvajalci. Izjema je Diva Turner, ki s spremljevalnima vokalistkama prihaja iz Nizozemske, a jim bodo na odru družbo delali sami slovenski glasbeniki. Letos smo se tako organizatorji, Mestna občina Murska Sobota, Zavod za kulturo, turizem in šport Murska Sobota in pa MIK, mladinski in informativni klub, zavestno odločili, da damo osrednji poudarek slovenski glasbeni ustvarjalnosti. Slovenska glasbena scena je izjemno kakovostna, raznolika in bogata z izvajalci, ki navdušujejo občinstvo vseh generacij. Podpiramo slovenske ustvarjalce ter tako prispevamo k prepoznavnosti in razvoju domače glasbene kulture. Če se pomaknemo naprej, do petka 26. junija, program se bo začel z družinsko predstavo Škratek prijateljček ob 19. ki prinaša zgodbo o prijateljstvu, pomoči in lepem vedenju. No, na glavnem odru pa bodo nastopili izbrani izvajalci odprtega odra gledališča Park, Larisa Kepe, 50 Fingers in pa Mina s svojim bendom. Letos smo že 4. pripravili odprti oder gledališča Park, izjemni mladi, talentirani glasbeniki, ki pa so kar vsi dobili priložnost
da se bodo predstavili tudi na tem velikem odru v mestnem parku. No, sledil bo koncert ene najbolj priljubljenih mladih slovenskih skupin Mašarik. V lanskem letu je bila najbolj predvajana skladba slovenskih radijskih postaj prav njihova Na dnu morja. Večer bo dosegel vrhunec s spektaklom The Magic of Tina Turner z Divo Turner, ki prinaša največje uspešnice te legendarne glasbene ikone v vrhunski koncertni produkciji. Nočno dogajanje pa se bo nadaljevalo na Grajskem dvorišču, tam bodo nastopili Fat Horses. Sobota, 27. junij, prinaša nekaj tradicije, družinski program in pa velika festivalska imena. Dopoldne bo v središču mesta namreč potekala tradicionalna razstava starodobnih vozil in tehnike, ki vsako leto privabi številne ljubitelje avtomobilske in motociklistične dediščine. Popoldanski oziroma večerni program pa bo odprla družinska predstava Dr. Uloze, Dejt oziroma Zmenek. Na glavnem odru pa bodo nato nastopili najprej mladi glasbeniki, Dorijan Peterka ter tim Jaša in Saša Slavic z letošnjega odprtega odra. Sledila bosta nastopa radgonskega reperja Leopolda I. in pa drugih ter enega največjih imen slovenske glasbene scene, Jana Plestenjaka. Po koncertu se bo festivalska sobota zaključila na Grajskem dvorišču, kamor pa prihaja duhovit primorski glasbenik, oziroma ni primorec, ampak v ajdovskem narečju poje oziroma repa, to je Smoltok. In še nedelja, 28. junij, ta zadnji festivalski dan bo namenjen družinam in ljubiteljem narodno-zabavne glasbe. Program bo odprla predstava Jugor španskega umetnika Karla Moja, ki skozi fizično komedijo in humor nagovarja občinstvo vseh generacij. Na Grajski ploščadi se bo odvila predstava. No, na glavnem odru pa bomo začeli s Panonskimi dečki in Mladimi frajerji, spet dve zasedbi, ki prihajata z letošnjega odprtega odra. Potem pa bo sledil jubilejni koncert Alpskega kvinteta in Ota Pestnerja ob 60-letnici delovanja tega enega najpomembnejših slovenskih narodno-zabavnih ansamblov. Festival se bo zaključil z nastopom, ta večer, se bo zaključil z nastopom prekmurskega ansambla Aktual, ki bo svojo energijo in domačo glasbo poskrbel za sproščen in vesel zaključek tega nedeljskega večera. Seveda se pa festivalsko dogajanje tukaj ne konča, sledi še 5 dni raznolikega dogajanja, ki ga bo predstavila Brigita. No, dober dan tudi z moje strani. Naslednji teden pa nadaljujemo kot vsako leto s kulturno-umetniškim programom. Najprej sta to 2 večera stand-upa. V ponedeljek bodo na oder prišli 3 mojstri stand-upovske komedije, vsak svojim slogom, bistrimi opazkami in pa številnimi zgodbicami, v katerih se vedno znova prepoznamo obiskovalci njihovih predstav. To so Aleš Novak, Gašper Bergant in pa Sašo Stare. Aleš Novak je zadnja leta postal najbolj prepoznaven zaradi nastopa širom po Sloveniji s predstavami Janezi in Janezi 2 z Denisom Avdićem. Gašper Bergant je prav tako eden od Janezov, ki orje ledino in podira meje sprejemljivega v slovenski stand-upovski komediji. In pa Sašo Stare, ki je znan voditelj, scenarist, igralec, improvizator, skečoholik in še kaj. Vodil je oddajo Slovenija ima talent, Malega šefa Slovenije in pa še in še. V torek, naslednji dan, bo nadvse uspešna glasbena komedija Brata Šalehar, torej radijec in pisec Miha in pa glasbenik Matevž, ki ga bolje poznamo kot Hamo, sta leta odru in pa medijskega življenja zlila v komično pripoved o bratskih odnosih, o medijskih interpretacijah njunih življenj, o prvih ljubeznih, o rock'n'rollu, prvem seksu, o življenju, ki je bilo nekoč drugačno in o tem, kdo je v resnici večji frajer. Vstopnice za oba večera so na voljo v Ticu na Slovenski ulici v Murski Soboti in na spletnem prodajnem mestu Olaiji. To sta tudi edina dogodka, za katero je treba kupiti vstopnice. Vse ostalo dogajanje je brezplačno.
Zdaj samo še na kratko o ceni. Cena v predprodaji je 15 evrov, na dan dogodka pa bo cena 19 evrov in bodo vstopnice na voljo tudi uro pred predstavo, pred vhodom na grajsko dvorišče, če nam ne bo zagodlo vreme, ker če zagode vreme, potem pač moramo preseliti to v gledališče Park, kjer je pa število res omejeno na 359 sedežev. V sredo in četrtek bosta najprej ob 19. koncerta klasične glasbe v Evangeličanski cerkvi, ob 20:30 pa nastopi izjemnih folklornih skupin, ki jih prirejamo v sodelovanju s Folk Artom Maribor. Na koncertih klasične glasbe bomo tudi tokrat gostili vrhunske domače umetnike. V sredo bosta to Lana Trotovšek in Mag Grgič. Violinistka Lana Trotovšek navdušuje občinstvo s svojimi nastopi s številnimi vrhunskimi orkestri po svetu. Washington Post jo je opisal kot žarečo in pohvalil njen čist prefinjen ton z močnim občutkom za fraziranje in brezhibno intonacijo. Leta 2021 je prejela nagrado Prešernovega sklada. Mag Grgič pa je eden naših najuspešnejših kitaristov. Največ o njegovi vrhunskosti pove podatek, da je 4-kratni nominiranec prestižne glasbene nagrade Grammy. Med njegovimi odmevnejšimi angažmaji pa so turneje po Kitajski, Japonski, na Balkanu, nastop v Rusiji s Sankt-Petersburškimi simfoniki in koncerti ter umetniške rezidence v uglednih dvoranah in ustanovah po Ameriki, Španiji, na Portugalskem in drugod. V četrtek pa nas bo na našem festivalu prav tako nadvse navdušil Jon Delić, klasični tolkalec in skladatelj, ki študira na Kraljevi akademiji za glasbo v Kopenhavnu. Tokrat bo pripravil koncert na marimbi. Je prejemnik številnih nagrad, med drugim je bil leta 2024 zmagovalec mednarodnega marimbističnega tekmovanja Opole na Poljskem in leta 2024 prejemnik druge nagrade na mednarodnem tolkalnem tekmovanju na Finskem. Nastopa kot solist, sodeluje pa tudi z raznimi pihalnimi in simfoničnimi orkestri. Skratka, dva res vrhunska koncerta klasične glasbe se nam obetata. V sredo in četrtek se bomo po koncertih klasične glasbe preselili v Park, kjer bodo na vhodni ploščadi Soboškega gradu nastopile folklorne skupine, ki nam bodo predstavile kulturno dediščino in ljubezen do svojih korenin. Tokrat bodo v okviru Folk Arta nastopili izjemni folkloristi iz Portorika, Poljske, Bolivije in Uzbekistana. Folklorna skupina Guamanik de Puerto Rico je nastopila na vseh večjih dogodkih doma in mnogih festivalih po svetu. Z več kot 25-letnimi izkušnjami bodo predstavili portoriško tradicijo, karibske ritme in pesmi. Portoričani so strastni ljudje, polni življenja in osredotočeni na svojo kulturo. V istem večeru bo nastopila tudi študentska folklorna skupina Krakus iz Krakova. Gre za najstarejšo skupino na Poljskem. Deluje že 75 let in je v teh letih imela več kot 5000 nastopov po vsem svetu in več kot 200 mednarodnih turnej po skoraj vseh evropskih državah, Aziji, Afriki, obeh Amerikah. Krakus uživa sloves skupine z najvišjo umetniško kakovostjo ter kulturno prisotnostjo. Naslednji dan, v četrtek, pa nas bodo navdušili plesalci in glasbeniki iz Bolivije in Uzbekistana. Iz Bolivije bo to folklorni ansambel Ballet Folklorico La Paz, ki se posveča širjenju bolivijskega plesa in glasbe z nenehnim nastopanjem in raziskovanjem. Za seboj imajo veliko mednarodnih turnej in gostovanj na festivalih po vsem svetu. Trenutno je to največja institucija folklornega plesa v Boliviji, prejemnica mnogih nagrad.
Iz Uzbekistana pa bo v goste prišel folklorni ansambel Bukorša iz zgodovinskega mesta Buhare. Poleg izjemno zapletenih plesnih gibov, ki tvorijo enotno kompozicijo starodavne buharske folklorne umetnosti, bo še posebej zanimiva tudi spremljava glasbenikov na posebnih tradicionalnih instrumentov, kot so doira, tambur, naj, gidžak, saz in kaškarski rubab. Sem si vse pogledala, fotografije, kako izgledajo, res so zanimivi. In še zadnji dan našega festivala, ki ga namenjamo domačim izvajalcem ob obletnicah. Tokrat je to 40 let delovanja Tadeja Ropoše, kitarista skupin Železo Beton, Sedmi element, Demiron, Nightmare in mentorja Mikove kitarske delavnice Prvi prijemi, ki jo vodi že vrsto let. Tako se bo ta dan glasbeno druženje začelo z nastopom udeležencev kitarske delavnice, v nadaljevanju pa se bodo predstavile prvotne zasedbe navedenih glasbenih skupin, v katerih je oziroma še igra Tadej Ropoša. Glasbeno dogajanje pa bo obogatil tudi kratki film režiserja Aleša Nadaja Lovska strast. S tem dogodkom bomo sicer zaključili naš 9-dnevni festival Soboški dnevi, a to bo šele uvod v vroče poletje, saj bomo že naslednji petek začeli s Soboškim poletjem in skritim na grajskem dvorišču. Še nekaj na kratko o tem. Tako se bomo vsak petek do konca avgusta se bodo zvrstili različni koncerti na Trgu kulture in pa grajskem dvorišču. Pripravili smo žanrsko zelo raznolik program, tako da smo prepričani, da bo vsak našel kaj zase. Na Trgu kulture bodo nastopili, o datumih ne bom govorila, podrobne informacije boste še dobili. Nastopili pa bodo Kristina Obrežan in lovilci sanj z glasbo hrvaških legend, potem Škrlatni škržati, ki svoj koncert opisujejo kot kafanska glasba od Triglava do Vardara in preko. Omar Naber z bendom bo izvedel pop-rock koncert. Denis Jana z bendom, odlična južnoameriška pevka z izjemnim vokalom, znana po celem svetu, nam bo pa pričarala pristen večer soula. V večer tanga in etnofolk glasbe Južne Amerike pa nas bo popeljala skupina Alma del Viento iz Hrvaške. Slišali bomo spoj melanholije, andov in strasti argentinskega tanga. To bo glasbeno-plesni večer, saj bosta plesalca Sara Grđan in Argentinec Ivan Terrazas plesala argentinsko tango in druge južnoameriške folklorne plese. Potem pa še na grajsko dvorišče. Začeli bomo z izjemnim slovenskim jazz izvajalcem oziroma jazz izvajalci Marko Črnčec trio in pevka Ana Bezjak. Na naslednjem koncertu bomo gostili Jaremi Kordoš Kuban trio iz Havane. Pevka Jaremi Kordoš je pela z zelo znano glasbeno skupino Bonavista Social Club. Sledil bo koncert skupine Brothers Smrdel z glasbenima gostjama, pevko glasbene skupine Koala Voice Manco Trampuš in pa pevko skupine Pliš Aleksandro Iljevski. Na tej lokaciji, torej na grajskem dvorišču, bo še dvakrat knjižnica pod zvezdami, ki jo prirejamo v soorganizaciji s Pokrajinsko in študijsko knjižnico Murska Sobota in tako bo 29.7. glasbeni nastop Pera Lovšina, 19.8. pa Nejše. Tudi letos bo od 11.7. do konca avgusta na grajskem dvorišču vsako soboto ob 10. program za otroke in sicer lutkovne in pa gledališke predstave. Vse napovedane dogodke bomo v primeru dežja preselili ali v gledališče Park ali v grajsko dvorano ali v MIK te manjše predstave. Razen zadnjega koncerta avgusta,
ki ga pa ne moremo nažalost seliti, ker se takrat v naših prostorih odvija festival sodobnega plesa Fronta. Program bomo kmalu objavili na spletni strani našega zavoda, občani Mestne občine Murska Sobota pa bodo proti koncu junija programe dobili v svoje nabiralnike poštne. Vabljeni torej na vse navedene poletne prireditve, pripravljamo pa seveda že jesenski program, abonmaje in pa drug program za naslednjo sezono, o čemer vas bomo še obvestili naknadno. Toliko z moje strani. Tako, smo vstopili v junij, najprej vas povabim še na družinski piknik, ki ga organizira Mladinski in informativni klub Murska Sobota v soboto 6. junija. Še enkrat spomnim, da bo operna noč v četrtek, 4. junija ob 20:30 na Slovenski ulici. Prej pa sem tudi pozabila omeniti, da smo prenovili spletno stran festivala Soboški dnevi, tako da če boste po tej novinarski konferenci kliknili oziroma jo poiskali na spletu, boste dobili osveženo podobo, kjer bomo tudi sproti objavljali vse novice, informacije, je pa že objavljen program festivala. Za konec samo še nekaj besed o Sočni vilici in pa jesenskih kulinaričnih dogodkih. Murska Sobota je 22. maja zaživela tudi v kulinaričnem smislu. Otvorili smo že 11. sezono Sočne vilice, ki pa bo letos mestno središče napolnila še 5-krat. Vsakič pripravljamo poleg ponudbe hrane in pijače ponudnikov doma in drugod tudi glasbeni program. Zdaj v petek, 5. bo nastopila zasedba Blue Planet, 19. junija skupina Špirit o programu, potem naprej v poletje pa kdaj drugič. Sočna vilica ostaja eden najbolj priljubljenih mestnih dogodkov, ki združuje kulinariko, druženje in pa prijetno mestno vzdušje in s tem seveda pomembno prispeva tudi k oživitvi mestnega središča. Posebno mesto med tradicionalnimi prireditvami pa tudi letos pripada festivalu Prekmurske šunke in Prekmurske gibanice, ki bo 1. septembrsko soboto na Slovenski ulici znova predstavil najbolj prepoznavne kulinarične simbole Prekmurja, se pravi šunko, gibanico in pa obiskovalcem ponudil pristno doživetje lokalne gastronomske dediščine. Jeseni pa bo kulinarično ponudbo dopolnil oziroma zaključil nov dogodek v našem mestu. V mesto namreč prihaja karavana okusov, ki bo med 16. in 18. oktobrom v Mursko Soboto pripeljala dodatno gastronomsko dogajanje in obogatila jesenski program v mestu. Mislim, da je kombinacija dogodkov, ki smo jo danes predstavili, Mursko Soboto tudi v letu 2026 oziroma jo bo utrdila na položaju najživahnejšega kulturnega, družabnega in kulinaričnega središča v regiji. Seveda lepo vabljeni na vse omenjene dogodke.